Živijo družba, spet sem jaz, dobrodošli tukaj v našem kotičku Mehika. En pozdravček vsem, ki me spremljate na kanalu. Tukaj se trudim pač deliti različna področja in različne teme, ki so povezane z Mehiko. No, zdaj je že konec novembra, danes je sicer nedelja, vi boste to videli kakšen drug dan, ampak jaz ob nedeljah zelo rada pridem ven na vrt, se pravi tukaj pred hišo. In pridem iz posle, kar taka kot sem, in poiščem kakšen sončni žarek in zelo rada pijem bar kavico z Diegom. In bom zdaj z vami delila, kako jaz spim. Jaz imam za spat, imam jaz tukaj, poglejte, tukaj imam od spodaj, imam ene običajne nogavice, so lahko bombažne nogavice, kakršne koli vrste. Potem čez to imam pa oblečene smučarske nogavice, ki sem jih dobila iz Slovenije, hvala mami pa ati, ne vem kdo od obeh mi, oba dva sta mi jih poslala, vsak po svojem paketu, ampak ne vem kdo od obeh mi jih je poslal. Potem imam od spodaj pajkice, ker je premrz biti samo v pižami, in potem imam spodnji del pižame iz flisa. Morajo biti tortice, ne sej vem. No, tukaj zgori imam pa spodno majico z dolgimi rokavi iz bombaža, pa zgornji del pižame iz flisa spet. Ne vem, zakaj pravijo tukaj v Mehiki, da je to termo, tale, spodna majica, da je termo, jaz ne vem, nima kakšnih radiatorjev inštaliranih ali pa kakršne koli peči, to je zame običajna bombažna majica z dolgimi rokavi. Tako da ja, ob nedeljah, ko ne gre noben v službo in ko ni treba pripravljati hrane za iti v šolo, pa hitro zjutraj liso pustiti v šoli, jaz zmeri res z veseljem poiščem sončne žarke. Mogoče zaradi tega, ker sem zelo zmrznjene narave, jaz imam mrzle roke, pa dlani, pa stopala. Jaz mislim, da zaradi tega, ker meram 1,82 m in preden ta moja uboga kri presirkulira vse te dolge poti, mene že zebe, pa v nos me tudi rado zebe. Pa tudi mislim, da zaradi tega, ker sem levinja, da rada pridem se malo na sonček pogret. Tukaj ob meni so tudi, so tudi stojala s perilo. Moram reči, da pozimi tudi iščemo sonček, običajno imam ta stojala za hišo, ampak zjutraj jih vedno spredi postavim, zaradi tega, da jih sonček čim hitrejš posuši, da se perilo posuši sproti. No in jaz takole izkoristim dopoldneve, ko se sonček upre na to stran hiše. No, zdaj boste šli pa z mano v spalnico, pa ni nobeno nespodobno povabilo, ampak da boste videli, kako jaz spim. Jaz tukaj nimam nobenega merilca temperature, termometra, in potem, ko me vprašajo, koliko je mraz, rečem za 2 kovtra ponavadi. Naj vam razložim, da so tukaj hiše v Mehiki zelo drugačne kot v Sloveniji. Okna imajo samo enojno šipo in še to so tako, da s tem, ko potisneš en del šipe, odpreš okno. Se pravi, da tudi ni, sploh ni, da je v bistvu še med enim delom pa drugim delom okna šipe, je v bistvu en umesen. Čist malo prostora je vmes, kamor lahko vsi zračni tokovi noter pripotujejo. Potem ni zatesnen, tako kot bi mogli biti okrog oken. Zidovi so takole debeli, vsi vi ste, Diego? Takole debelino imajo zidovi, se pravi, so samo opeke, pa nobene izolacije, ničesar ni. Centralna kurjava je znanstvena fantastika, tukaj nimamo nič tega. In vrata imajo pa špranjo med tlemi in med vrati. Diego, ¿podrías grabar la puerta, por favor? Sí. ¿Abajo o en la Abajo, puerta en abajo. general? ¿Sabes cómo se ve mejor de adentro para afuera? Ok, grábalo y luego sal. Ok, voy a poner pausa. Ajá. Ja, tako da kot vidite, hiše niso izolirane in imava z Diegom vsako leto imava bitke na Neretvi, on bi rad na vsak način prižgal električni radiator, jaz pa pravim ne, ker električni ta radiator funkcionira na ta način, da ogreva in ko doseže določeno temperaturo, se izklopi, in potem, ko pade temperatura, spet ogreva. In jaz pravim, glej, bo se grev, ne vem, če se bo sploh kdaj izklopil, ampak potem bo skozi vse te špranje bo toplota odšla in se bo spet prižgal in bomo imeli sam tak račun elektriko, da bo glava bolela. Hiša cela ne bo pa nikoli ogreta in iz istega razloga se tudi klime ne da pač namontirati. Lahko se namontira, ampak to bi bilo stran metanje denarja, ker res zagotovo se ne bi niti pogrel in sploh se ne bi zadeva ugasnila.
Tako da rešitev bi bila, ne vem, prositi nekoga, da bi izoliral hišo, ampak iskreno povedan, cela Pachuca ima take hiše, niti najbolj bogati nimajo ogrevanja. Diego, ¿tú sabes si alguien en Pachuca sí tendría calefacción? O sea, de los Sí. únicos. ¿Conoces a Bueno, alguien? no conozco a nadie, pero supongo que gente pues con más dinero sí Pero tendrán. llegaste algún día a una casa que sí lo tiene aquí en México. En Pachuca, Ajá. no. En la Ciudad de México sí. ¿En serio? Claro, mi alumna Alejandra Ajá. tenía calefacción central en su casa. No me digas. Sí. No, evo, je poznal en, ampak to je samo eno študentko je poznal, ki je imela pač centralno ogrevanje v Mexico Cityju. To je tukaj je zelo eksotična zadeva. In glede na to, da je ta hiša najeta, midva niti ne morva, niti nima smisla, da bi midva zdaj pač popravljala tole izolacijo in da bi se v tako investicijo vrgla. Mi pa pravijo tukaj Mehičani, da je zaradi klimatskih sprememb, da je prišlo do teh razlik, da včasih ni bilo tazga mraza, kot je zdaj, ne. In tudi, ja, pač neumen sem si mislila, ne, da če greš v Mehiko, da je vroče, ko strela, ja, Mehika je velika. So predeli, ki je toplo, celo leto, recimo Cancún, Playa del Carmen. Acapulco también no hace tanto frío, ¿verdad, Diego? No. No es tanto frío. No. So pa predeli, ki je mraz, recimo tako kot pri nas, ki včasih je tudi do -6 stopinj. Lansko leto recimo je šla Lisa v šolo pri -2, -3 stopinjah, brez ogrevanja. Mislim, ogrevanja ni ne v šolah, ne v trgovinah, ne v bolnicah, nikjer ni ogrevanja. Nikjer ni ogrevanja in otroci normalno hodijo v šolo in so, ne vem, oblečeni kot polarni medvedki. No, in moram reči, da imam kar slabo vest, jo pošiljati v takih temperaturah v šolo, ampak ne morem pa tudi reči, ne pa doma ostane, zato ker imam pač mamico Slovenko. No. Tako, ja, se pravim, je različna temperatura v različnih predelih Mehike, ampak tukaj v Pachuki, kjer sem jaz, je večino ljudi hiše, kot imamo mi in enostavno se prilagodiš z oblekami. No, zdaj me pa spremite v spalnico, da boste videli, kako jaz spim. Gremo, Diego. Tukaj sem. Ja, tukaj je zares zelo mraz. Takrat, ko grem jaz v posteljo, presežem, se pokrijem čez glavo, takole, da se segreje od spodaj, ker zvečer, ko greš spat, kljub temu, da sem tako oblečena in da imam cel kup tlele zimske opreme, ampak še vseeno me zebe, no, tako da se pokrijem takole, tako da sem spodaj pogrejeno, pa zlezem ven, kakšna želva. Imam pa, evo, malo en skupni kavtrčak, čakaj, kako se že, od Deja se reče, da potem. Pa imam pa spodaj še en privat kavtrčak, evo, se pa takole zavijem noter, kaj je ena gosenca, no, sem čist sem zadekana, no, in od spodaj imamo pa eno flanelasto rjuho in pač jaz tako prespim. Težava je pa potem, ko zvoni budilka, če že itak težko zjutraj vstati, kaj pa zima, ne. Recimo tukaj v moji strani je eno okno in zdajle, če jaz tako dam roko, jaz čutim, da od tukaj piha tja in čutim, da je mraz, no, in predstavljajte, zdaj čez dan, zdajle tam nekje 12 ura, je najbolj toplo zdajle pozimi. In zdajle čutim hladen zrak, tule si predstavljate, kako mora biti to čez noč, ne, kaj to hladen zrak noter vstopa. No in skratka, potem se zbudim zjutraj, ob 5:30 midva vstajava in potem ne ve človek, ali bi vstal ali ne bi vstal. Že itak pač zjutraj ima človek določene pomisleke, pa če treba iti iz tople postelje ven na mraz, je pa še bolj težko se odločiti za ta premik, no, ampak pač ni druge, je treba vstati. Tako da ja, vstanemo zjutraj, zdaj vam bom pa pokazala, kako se jaz oblečem, da peljem Lizo v šolo. Gremo, Diego? Gremo. No, potem se s težko muko odkotalim tukaj do dnevne sobe, in jasno, da vsa zmrznjena iz tople postelje sem pridem v mraz. In potem se začnem oblačati, za Liso odpeljati v šolo. Ja, ni preveč elegantno, moram reči, ampak se oblečem, zato da me ne zebe, ne, in to je moja osebna skrivnost. Vzamem kavbojke in jaz tukaj od spodaj imam pajkice, jasno, da idealno bi bilo, da bi jaz samo v pajkicah šla, pa bi dala kavbojke čez, ampak je res to gleden mraz tukaj v Pachuki, da presežem, da bi težko zmogla jaz to. Tako da jaz si tole mojo pižamo, jo kar obdržim in oblečem kavbojke. Zaradi tega, ker zmrzovati mi res ni v neko veselje. Evo, zdaj so oblekle v kavbojke. Pa potem bom še ta drugo nogo je treba noter spraviti. Pižama, zgornji del pižame ne gre noter, to bi bilo pa prehuda. To oblečem pol takole nase.
Evo. Evo, ja. Sem si kavajke zapila, pa še pas. To si bom dala pa čez, zaradi tega, ker ne moram to stlačati v trebuh, ker pol bom pa še enkrat tukaj, ker pol bom pa še enkrat noseča zgledala. No, pol si pa superge obujam, jaz imam superge pač zaradi mojih težav z vidom. Najbolj sigurno se počutim, če imam superge obute. Škorne, da bi bila čisto brez petih, ne najdem. Če imam pa malo pete, se pa takoj malo bolj pozivavam, pa mi ni to pri srcu. Tako, evo, zdaj si bom jaz superge obulam. How do you say tennis? Tennis shoes? Superge. Superge. Aprendiste una palabra nueva. Sí. Superge. Superge. Evo, super. Como super, no? Superge. Tako, evo, zdaj sem v spodnjem štuku, sem oblečena. Na vrh si pa jaz en flis dam. To mi pa ti poslal, hvala. Mi malo greje. Takole. Si tole oblečem čez pižamo. Zdaj pazim, da se te tortice ne bi kaj preveč ven videle, ker tukaj v Mehiki je zelo pomemben, kako človek izgleda, ampak mene briga, kako izgledam, jaz nočem smrzovati. Evo. No, potem imam pa še eno jopco, ki mi jo pa moja mami iz Bosne poslala. Mislim, mami je šla, mami ne vem, kje si jo dobila, ampak mami mi jo je potala in je iz Bosne. In je zadeva hudo topla, ker je volna. Evo, to dam pa čez. In s tem se tudi pokrije moja pižamica od spodaj. Si sam se zazihram, da jaz to lepo zaprem z gumbi, tako kot je treba. Kaj pa jaz ne nosim, ker je tudi v Sloveniji nisem nosila, mene ne zebe v glavo nikoli. Oblečem si pa šal. Tega mi pa podarila ena prijateljica tukaj iz Mehike. Pa rokavice, to pa imam vedno. Rokavice, evo. In takole, jaz takole opremljena, jaz pomolim ven nos iz hiše. No, potem pa jaz pridem nazaj, ne vem, jo pustim v šoli. In potem dopoldan jaz nikoli ne pomivam posode, ker je, tukaj nimamo, tukaj tako ne, bojler imamo na plin. In navada je, da se bojler prižge samo takrat, ko se greš ti kopat, tuširati, ker če ne bi bilo kriza, bi se ogromen plina bi se porabil. Tako da imamo vodo mrzlo, cel čas pač pomivaš posodo z mrzlo vodo, sem se že navadila. Problem je pa pozim, ko je toliko mraz, ko oprostite izrazu, ko pri norcih, in to, ko ti odpreš pipo z vodo, da bi posodo pomil, je toliko mrzlo, da presežem, da roke bolijo in mislim, zelo neprijetno je in predvidevam tudi, da ni preveč zdravo, da pač tako ekstremno mrzlo vodo človek pomiva posodo. Moram reči, da veliko žensk še vedno pere na roke in jaz zjutraj slišim, kako v takem mrazu ženske na roke perejo perilo, res, ne vem, vsaka jim čas, da to, in to vsak dan, ker nimajo pralnega stroja in enostavno morajo dnevno. Jaz posode pozimi ne pomivam do 12. ure, zaradi tega, ker je voda res ledeno mrzla. Potem čez čas se pa sonček upre v cisterno, ki jo imamo pa na strehi, v cisterno z vodo. In potem vsaj mlačna voda ven pride, tako da je malo manj kruto pomivati posodo, jaz to po 12. počnem. Moram reči, da pozimi sem jaz majčkeno manj aktivna, mislim, da me to vreme pa da mraz, da me ne motivira prav preveč. Tako da običajno, ko jaz pridem, pač liso odložim v šoli, kakšen zajtrk pojem, potem pa vzamem deko, jaz pravim, da se zadekam. Vzamem deko, pa se zavijem. In se usedem na kavč in potem običajno vzamem telefon in sem na WhatsAppu in pravi Diego, da sem jaz v svoji pisarni. In tako jaz hiberniram do pomladi, kakšni medvedi v svojem brlogu. Res, moram reči res, da nisem, res sem manj aktivna pozimi, zaradi mraza se mi nikamor, ne da se mi stvari početi, no, me je grozen, težko mi je vstati pa kaj početi. Jasno, da je treba pari uprati, posodo pomiti, skuhati, zajesti, ampak res manj ostalih stvari počnem, ker sem toliko zmrznjena. Upam, da se vam je video zdel zanimiv. Lahko mu daste like, jasno, da če vam je bil všeč in delite s komarkoli mislite, da bi ga zanimali. Če so vam všeč take in drugačne vsebine, se lahko naročite na moj kanal in postanete člani moje YouTube družinice.
Zanimalo bi me pa, če bi bila vesela, če bi mi v komentarju napisali, če vas je kaj presenetil tale video. Ker jaz, preden sem se v Mehiko preselila, se vem, da se neumen sliši, jaz res tudi malo nisem raziskala vremena. Jaz sem bila prepričana, da vem, da je Mehika, da je vroča in sem šla enostavno s poletnimi oblačili. In potem sem imela ta prvo tako neprijetno presenečenje, ko sem se decembra 2017 v Mexico City preselila in je bilo mraz in jaz sem bila v mojih poletnih platnenih hlačah, pa v tankih puloverčkih in potem sem videla, da se tudi v Mehiki bunde nosijo, da se tudi v Mehiki kape nosijo, šali in rokavice. Tako da sem prosila, so mi takoj za mano poslali potem en paket mojih zimskih oblek, ampak res, jaz sem si Mehiko vedno predstavljala vročo, pa ni tako. Še tukaj, kjer je mraz, v bistvu sploh niso pripravljeni na te razmere. Tako. Upam, da vam je video bil všeč, pa se vidimo prihodnjič. Adijo!